Domača naloga je šla. Zdaj, ko smo še bolj na začetku, bomo tole naredili tudi skupaj. Jaz si bom tole, pa veste kaj, pa mogoče niti še ne bi začeli z tatelim grafom, ampak bomo kar pravzaprav tole mi najprej narisali. Zdaj, rekli smo, za risanje je najbolj idealno, da si najprej določite A, B pa C. A, B pa C. A točka je tista, ko je pred x kvadratom, se pravi 1, B je -4 pa C je 3. Prvič bomo določili ničle. Za ničle moramo pogledati, kje je graf funkcije enako nič, se pravi x na kvadrat minus 4x plus 3 je enako nič. Tako. Pol me spomnite, bomo pogledali še, kako bi to naredili v razcepni obliki, ne. Bom si jaz takole obkrožila z rdečo. Razcepi. Da bomo še v tem delu naredili tako, da ne boste tisti, ki znate dobro ve to pravilo, izgubljali časa tu. Potem smo pa rekli, najprej izračunajmo diskriminanto, b na kvadrat minus 4ac, d je potem minus 4 v oklepaju na kvadrat, minus 4 krat 1 krat 3, se pravi, d je potem 16 minus 12, kar je 4. Dobro, imamo d je 4. Zdaj pa izračunamo prvo ničlo. x1 je minus b plus koren d polomljeno z 2a. To pomeni, to je minus 4 plus koren 4 polomljeno z 2 krat 1. x1 je potem 4 plus 2 polomljeno z 2, to je 6. Polovic, kar je 3, se pravi, naša prva ničla je 3, nič. Druga ničla je pa minus 4, pa bom dala kar plus 4, minus, opala, dajmo po vrsti, ne. x2 je pa potem minus b minus koren d polomljeno z 2a. x2, tu bomo pa zdaj malo preskočili, ne, minus minus b bo plus 4, se pravi 4 minus koren diskriminante je pa 2 polomljeno z 2 krat 1, to je 2 polomljeno z 2 je 1. x2 je potem 1, se pravi ničla 2 v tem primeru je 1, nič. Jaz jih bom tule gor napisala, da jih bom potem lahko narisala na graf, ker mi bo drugače zmanjkalo prostora, ne. To je zdaj 3, nič, pa ničla 2 je 1, nič. Takole. Pa zbrišimo zdaj tele zadeve. Upam, da ste prepisali, če ne pa lahko ustavite, pa greste nazaj. Druga stvar, ki jo bomo določili, je teme. Teme je ena taka točka, smo rekli, ki ima dve koordinate, p pa q. P izračunamo kot minus b polomljeno z 2a. To pomeni minus 4, 2 krat 1. Tale, ne, kadar je b negativen, je kar večkrat imate kako napako, da tale minus pozabite. Tako da previdno s temi minusi, ne. Boste videli, mogoče se bo še celo meni zgodilo. Potem pa p imamo 2. Minus d polomljeno z 4a je pa q. Minus d smo pa si izračunali 4. In a je 1. Imamo zdaj minus 4, polomljeno 4 je minus 1. Se pravi, naša točka T, prva koordinata je p, to je 2, druga koordinata je minus 1. Pa bom spet si jaz tole tu napisala, da mi ne bo potem zmanjkalo, ne. No, in tretja točka. Tretjo točko računamo presek z y-osjo,
se pravi, ali začetno vrednost. Rečemo x je nič in izračunamo vrednost funkcije v točki nič. To pomeni, namesto vsakega x-a v zgornji formuli vstavimo nič. To je nič na kvadrat, minus 4 krat nič plus 3 je 3. Se pravi, točka A je nič od x koordinate, pa 3 od tega, ko smo izračunali. Točka A je nič, 3. Tako, in verjeli ali ne, imamo tole vse, da lahko graf narišemo. Pa začnimo. Najprej ničli. 3 nič, to je tule, pa 1 nič, to je tule. Se pravi, ničli sta na 1 pa na 3 po x osi. X pa y osi ne pozabite označiti. Potem imamo teme, 2 pa minus 1, to je tule. Se pravi, tu je zdaj teme, tu sta ničli. Manjka nam še točka A, to je pa nič 3, to je pa tule. To je točka A. Zdaj, tule vidimo, ne, teme bo najnižja točka. Gremo do sem, tu je tudi najnižja vrednost. Ja, no, Marti, bom še enkrat se bolj potrudila. Se pravi, gremo čez teme, pa čez točko 3. Takole. In pa gor čez točko A. Takle. Evo ga, kar v redu, ne? In imamo našo parabolo, tule pada, tamle narašča, zaloga vrednosti od minus 1 proti neskončno, definirana za vse x-e, ne? In lahko bi določili lastnosti po mili volji. Tako, to je bila zdaj rešena domača naloga. Če recimo kdaj ne znate narisati te kvadratne funkcije, pa boste vadili kaj doma, brez rešitev, lahko si pogledate tudi v GeoGebro, tam, ko smo zadnjič potenčno funkcijo delali, pa si narišite. No, tule pa vidim še jaz, da sem si nekaj pustila razcepi. Pa vam bom še to zdaj razložila, ne. Zdaj pri ničlah, to so tiste formule, se spomnite, x1, x2, pa to lahko v bistvu si malo pomagamo še z eno drugo razcepno enačbo v bistvu, no. X na kvadrat minus 4x plus 3 smo mogli za ničle, ne, dobiti, pač tole smo mogli v bistvu rešiti oziroma dobiti. In zdaj lahko naredimo tako. To se da po vetu razstaviti. X pa x za vsakega, ne, to je 1 krat 3 pa minus je nič. In kdaj je produkt dveh števil nič? Produkt dveh števil je nič, takrat, ko je vsaj eden izmed teh nič. In tukaj dobimo ničlo, x1 je 1. Zakaj? Ker če bi dali tukaj x, namesto x1 bi bilo 1 minus 1 je nič. In isto, ne, x minus 3 nas zanima, kdaj bo nič, to je x mora biti 3. Se pravi, namesto da bi vse tiste x1 pa x2 računali, lahko, če se znate, izraz razstavite in dobite direktno ven že ničli, ne. Mi smo imeli mogoče celo obratno, da je bila recimo ta x1 pa ta x2. To je vseeno. Je pa včasih lažje, če kar razstavite, ne. Mi bomo zdaj, ko bomo risali grafe, če bo res lepo za razstaviti, bomo razstavili, ampak ne smete pa pozabiti, da kadar se ne da razstaviti, je treba poznati formulo. In tudi po formuli gre vedno, kadar pa, ne, nismo čisto pač suvereni v razstavljanju, pa mogoče formula tudi boljša. To se boste sami odločili. Tako, zdaj pa naslednjič nas čaka še nekaj vaj, potem pa še kakšna druga pustolovščina. Se vidimo.